Zainteresirana javnost, tako strokovna kot laična, vas, dr. Sašo Dolenc, pozna predvsem po vašem pisanju in nastopanju, ko gre za vprašanje razlage znanosti. Pri tem je vsekakor v ospredju vaš spletni portal Kvarkadabra, ki ima zanimivo ime, je pa koristen za vsakogar, ki se je željan poučiti o, recimo, vprašanjih znanosti. Pozornost pa je pred nekaj tedni pritegnila vaša zadnja knjiga z zanimivim naslovom Od delov do zvezd. V njej segate na različna področja znanosti in bralcu ponujate preko nenavadnih dogodkov, usod posameznikov, ki so se znašli v različnih družbenih razmerah, razmislek o znanosti. In seveda vse to je mnogo več kot pa zgolj zanimivo branje. Glede na najširšo javnost, ki vam jo uspe pritegniti s takim načinom posredovanja znanosti, domnevam, da imate znanost kot tako radi. Ja, seveda. Z užitkom pišem o znanosti, berem o njej in poskušam prenašati to navdušenje tudi na bralce. Vse te knjige, ki so namenjene širšemu krogu mladih, starejših, ta zadnja knjiga ni namenjena samo mladim, ampak tudi jo z veseljem vzamejo v roke starejši upokojenci. Vse te knjige poskušam to navdušenje za znanost prenašati naprej in to na način, da predstavim nova odkritja ali pa znanstvenike skozi zanimive zgodbe. Vi imate diplomo iz fizike, pa doktorat iz humanistike, iz filozofije. To sta dokaj nenavadni kombinaciji. Kje vidite vi tu povezavo? Ja, v bistvu bi bilo dobro povedati najprej, kaj sploh počne filozofija in kaj znanost, kakor jaz to razumem. Znanost ima nekako za cilj priti do resnice o zakonitostih delovanja sveta, družbe, človeka. Filozofija se pa nasprotno ukvarja s pojmi. Samo je filozofija tudi znanost. Mislite na fiziko, ne? Mislim, da je neka bistvena razlika tukaj med znanostjo in filozofijo. In ta razlika je, da filozofija, če se ukvarja s pojmi, ne poskuša priti do resnice o pojmih, o pravih pomenih pojmov, ampak poskuša pojme narediti čim bolj ostre, skrbi za ostrino pojmov. Zdaj, kaj mislim s tem? Ostrino pojmov razumem kot, da so pojmi, da je čim bolj jasno, kaj spada pod okrilje nekega pojma in kaj ne. Ker velikokrat se zgodi, da določeni pojmi začnejo zgubljati to ostrino oziroma pomen in začnejo nositi samo še čustva. In tukaj potem filozofija intervenira, išče, skenira, išče take pojme in potem s filozofsko analizo poskuša najti spet neko novo ostrino, ker pojem je uporaben, če je oster. Če je samo nosilec čustev, potem ni uporaben za mišljenje. Zato mislim, da je pač cilj filozofije bistveno drugačen kot cilja znanosti. In sam napredek znanosti povzroča tudi, da je treba določene pojme na novo premisliti. To je neka nujna posledica vsakršnega napredka znanosti, še posebej v času velikih sprememb. V znanosti, v začetku 20. stoletja je prišlo do takih velikih sprememb in je bilo takrat treba marsikaj na novo premisliti, s pojavom Einsteinove teorije relativnosti, kvantne fizike in danes s napredkom na področju biomedicine, biotehnologije. Tukaj so pomembna vprašanja, ki jih je treba na novo premisliti in tukaj je filozofija koristna, prav koristna v smislu družbene koristnosti. Ima zelo, vsaj po moje, zelo pomembno družbeno vlogo, ki jo izvaja skozi zgodovino in tudi danes. In se mi zdi, da je danes kot veda zelo pomembna. Kakšna je vaša ocena glede zanimanja za znanost danes? Namreč obstaja spoznanje, da je
množica znanstvenih dosežkov in zgodb možno videti in pa najti kjerkoli. Ne? Zanimivo pa je, da vi skozi to knjigo Od genov do zvezd ponujate mestoma prav presenetljive zgodbe, ki so se znanstvenikom zgodile v določenem času in pa prostoru in seveda potem pustile tudi vtis na razvoj znanosti same. Lahko recimo en tak pogled, nevsiljiv, ne šolski način spodbudi zanimanje za znanost. Ja, seveda. Se tudi zdaj pišem te zgodbe že skoraj 20 let in tudi imam nek odziv nazaj od bralcev, ki me spremljajo že ta čas in mislim, da kar nekaj jih šlo tudi študirati naravoslovje, prav zato, ker so se za znanost navdušili preko Kvarkadabra. In teh zgodb, da zbudiš motivacijo, moraš delovati tudi na to čustveno plat človeka. In zgodbe so idealen način, kako spodbuditi to, da se človek nekako uživi v neko dogajanje, da začuti, kaj je recimo nek velik znanstvenik dejansko počel, ali pa kakšne so bile posledice nekih velikih odkritij. In prav tako, da se uživi v dogajanje, to je nekaj, kar potem ga lahko tudi motivira, da se poglobi, da začne sam iskati nove vire in da si pač razširi to zgodbo. Za širšo javnost, ne za tiste, ki bi se z znanostjo profesionalno ukvarjali, so pa zgodbe zanimive zato, ker jim dajo nek okvir razmišljanja, da znajo tudi sami nekako vrednotiti, kaj je res, kaj ne, čemu zaupati, čemu ne. Ker danes smo deležni neke poplave informacij, zelo enostavno je priti preko interneta, preko revij, do množice nekih strokovnjakov, ki trdijo eno in drugo. In danes je tista modrost, ki jo mora imeti človek, ravno da se zna v tej množici informacij nekako orientirati in na neki taki temeljni osnovi razločiti, komu zaupati, komu ne. Glede, pred nedavnim sem v uradnih dokumentih prebrala, da sodi znanost med nišna področja. Pa se mi zdi, da je taka oznaka nekoliko res nenavadna. Se vam ne zdi, da ima znanost nekoliko večjo vlogo v razvoju gospodarstva, družbe, vizije razvoja in tako naprej, kot zgolj neka nišnost? Zakaj prihaja do takih interpretacij in take vloge znanosti? Tudi recimo iz okolij, kjer uradne politike, lahko kar rečeva. Imajo mediji tudi pri tem kakšno vlogo? Ja, seveda. Dobri mediji so tisti, ki poskušajo širiti neke interpretacije, ki pomagajo ljudem, da se, tako kot sva prej govorila, lažje odločijo, lažje si zgradijo ta okvir, ki je v dobi demokracije zelo pomemben, zato ker smo ljudje tisti, ki na koncu odločamo, vsaj formalno tako. Tako da je neka splošna izobrazba pomembna. In mediji so tukaj pomembni, sploh večji mediji, nacionalni mediji morajo paziti, kaj širijo, zaradi tega, ker so neka referenca tudi. Če nek strokovnjak ali pa nacionalni medij nekaj izjavi, ima to bistveno večjo težo, kot če gre za nek rumeni medij. Zdaj, če govoriva na splošno o znanosti, je pa znanost pač tako, kot jo razumemo v zadnjih nekaj 100 let, neka zelo uspešna zgodba sodelovanja med ljudmi, ki je radikalno odprt način vrednotenja novih idej, ki zelo dobro deluje. In se ves čas razvija, ampak ta osnovna načela, po katerih deluje, so pa že tam časa Galileja naprej enaka. Se pravi, vsakdo nekako lahko prispeva nove ideje, nihče ni izključen,
samo jih mora prispevati na ta način, da jih drugi razumejo in jih lahko vrednotijo. In vsakdo lahko vrednoti, samo če jih vrednoti na ta način, da sledi nekim smernicam, ki veljajo znotraj vseh skupnosti. Ne. In tukaj se znanje, ta pristop se je izkazal za zelo učinkovitega in tudi danes, ko imamo zelo hiter pretok idej s pomočjo interneta, vseh teh medijev, mislim, da znanost dobro deluje. Ne. Danes imamo bolj problem z vzpostavljanjem neke hierarhije znotraj stroke, ne toliko znanosti. No, prav zato se mi zdi vaš ta portal Kvarkadabra imeniten način seznanjanja s vprašanji, ki so povezane z znanostjo. Zanimivo je, da ste ga oblikovali tako, da preko intervjujev ponujate res zanimiv nabor raziskovalcev, znanstvenikov. Obiskovalci sami pa lahko tudi komentirajo, sprašujejo in tako naprej. Na katero ali na kakšno publiko ste ciljali? Je v bistvu zdaj, mislim, da Kvarkadabra obstaja že približno 20 let. Začeli smo kot študenti, predvsem takrat fizike, filozofije, pa smo se poširili tudi na druga področja. No, osnovna ideja takrat je bila, da bi tisto, kar je nas veselilo, kar smo mi radi počeli, predstavili širši javnosti. Ne. In takrat to je bil ravno čas, ko je internet prihajal v Slovenijo, ko so se pojavile prve spletne strani in takrat smo nekako začeli, tako da smo svoje članke, predavanja, seminarje objavljali tudi na internetu in zelo odmevno je bilo, ko smo vzpostavili način, kako so nam obiskovalci naših spletnih strani lahko zastavljali vprašanja o čemrkoli, kar jih je zanimalo z področja znanosti. In vprašanja so bila res zanimiva, kakšne barve elektron, zakaj atoma ne rešamo kot krompirja, ampak kot kroglico. Vse živo, teh vprašanj se je nabralo res veliko in mi smo jih tudi sproti smo nanje odgovarjali. In iz tega je nastala kar odmevna knjiga Zakaj ne bo modro, ki je bila prva skupna knjiga, ki smo jo pripravili sodelavci Kvarkadabri. No, in potem se je pa ta pristop, ki temeljil prav na tem, da smo delali tiste stvari, ki so nas zanimale. Ne? Osnovni kriterij, ali nek tekst objaviti ali ne, ali se nečesa lotiti, je bilo, a bi mi to brali, a bi mi se s tem ukvarjali. V bistvu se nismo ukvarjali toliko, da bi nekomu ugajali, ampak je bil ta kriterij drugačen in to se je izkazalo potem na dolgi čas za dobro. Ne. Potem smo več različnih knjig še skupaj pripravili in mislim, da se Kvarkadabra še zdaj kar dobro razvija. No, ko sem vas v začetku spraševala, če imate radi znanost, me zanima, kako vi ocenjujete to znanstveno zanimanje pri mladih ljudeh, tudi študentih. Nekaj od tega ste že rekli, vendar na univerzi pogosto slišimo, da interes za znanost ni samo umiven, kar nekatere profesorje tudi moti. Kakšne so vaše izkušnje? Jaz mislim, da je interes za znanost zelo velik, ljudi to zanima, mlade še posebej. In tudi mislim, da zdaj zanimanje za študij naravoslovja je kar veliko. Tako da jaz ne vidim tukaj nekega problema in tudi se mi zdi, da se vedno več pojavlja kvalitetnih vsebin na različnih medijih, ki govorijo o znanosti. Imamo radijske oddaje, ki so zelo dobre, o znanosti, Frekvenca X recimo. Potem na televiziji so tudi oddaje, ki širijo na nek zanimiv način znanost. V časopisih je kar veliko novinarjev zdaj, ki kvalitetno pišejo o znanosti, tako da razmere se izboljšujejo. Mislim, da tudi mladi imajo zdaj bistveno lažji dostop do zanesljivih, dobrih informacij o znanosti preko interneta.
preko odličnih dokumentarnih filmov, množice knjig, ne, ki se tudi prevajajo v slovenščino, tako da se mi zdi, da je to okolje zelo dobro tudi pri nas. No. No in zanimivo je te vaše zgodbe, ne, v knjigi Od genov do zvezd, lahko ponujajo nek uvid različnih primerov znanstvenih veličin iz posameznih obdobij, in ko so pač te veličine z veliko napora dosegle neko vrhunskost. Danes pri mladih zasledujemo tudi mnenje, da obstaja nekako kraljevska pot do uspeha. Pač obstaja obilica možnosti, ki jih nudijo nove tehnologije in omogočajo lažjo pot. Kako vi gledate na ta vprašanja? Oziroma tudi to, kako je vam uspelo akumulirati toliko znanja? Ja, mislim, sigurno je danes čisto fizično lažje priti do različnih informacij. Ni treba več brskati po knjižnicah, tako kot je bilo včasih, ko sem bil še študent, ne. Si moral pač knjigo fizično iskati, zdaj jo pač lahko si sposoditi tudi v virtualnih knjižnicah ali pa jo kupiš, ne. Res ogromno informacij je dostopnih na internetu, ampak tukaj pač prihaja do nekega druga problema, ne, o čemer sva že govorila, ne, kako vrednotiti zdaj znotraj te množice, poplave različnih knjig, informacij, kako vedeti, komu zaupati in komu ne. In to je tisto, kar da nek študij, ne, da postaneš nekak strokovnjak na nekem področju. Ne samo, da imaš informacije, ampak da imaš tudi ta intuitivni občutek, komu zaupati in komu ne. Dober inženir takoj, ko vidi načrt, ve, ali bo most zdržal ali ne. Ko ima lahko na roke preračuna. In tudi dober fizik zna oceniti, kako se nekaj obnaša, tudi že tako nekako na roke, ali pa zna na hitro izračunati. In to je tisto, kar ti da, ko postaneš nek strokovnjak na nekem področju, ne, da znaš oceniti, kateri raziskavi na koncu tudi zaupati in na katero bi bil malo skeptičen. In to je tisto, kar ti da pa dolgoletni študij, delo in to, da akumuliraš res ogromno nekih informacij, znanja in si zgradiš nek sistem. Ampak potem se znaš odločiti tudi po občutku. Ne? Katere prelomne dogodke pa bi vi umestili recimo v zadnjih 50 let? Ja, v bistvu se je veliko zgodilo prav na področju znanosti v življenju. Hiter napredek je bil predvsem na področju raziskav biologiji, medicini, nevroznanosti. In tukaj prihaja tudi do hitrega napredka tehnologije, načinov zdravljenja določenih bolezni, ki jih prej nismo znali. Ampak ne vidim, da bi prišlo do nekih takih velikih prelomov, kot so se zgodili v začetku 20. stoletja na področju fizike, ne, z Einsteinom pa s teorijo relativnosti in kvantno fiziko. Ne. Danes se pač znanje hitro kopiči in ni pa nekih, vsaj samih ne vidim nekih velikih prelomov, ki bi terjali, da spremenimo našo predstavo o svetu in tem, kdo smo.